Lepo pozdravljeni. Danes bomo stopili na ulico, kjer se ravno v teh dneh po Kopru odvija Street Art Festival. Festival ulične umetnosti, ki nam ga bo danes predstavil Jaka Miklavčič. Lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Jaka, enkrat smo te že gostili v oddaji In Vivo Veritas, ko si govoril o Obala Bike Riders in zdaj o Street Art Festu. Nekako bi si predstavljal, da torej cele dneve preživiš na ulici. Je temu res tako? Dostikrat je tako, še posebej, ko pride ta sezona festivalov, poletnih dogodkov in tako dalje. Tako da ja, dosti časa na ulici. Kaj pa te tako pritegne na ulici, glede na to, da danes pogosto slišimo, mladi sploh ne uporabljajo več ulice, cele dneve strmijo v zaslone. Zakaj je ulica tako dobra stvar? Jaz mi zdi, da je res malo bolj pristna izkušnja, pristno doživetje mesta. Ne? Na ta način zdaj tudi skušamo ulice olepšati s temi grafiti na Street Art Festu. Pa se vam je kdaj, ne vem, javil, da spet kracate po stenah, ne? To je ta klasični ugovor temu, zakaj ne bi imeli grafitov? Ja, vedno je ta razdvojenost ljudi, grafiti so vandalizem in tako naprej. Najdeš kakšnega mimoidočega, ki pride mimo, ponavadi starejša populacija in ni ravno zadovoljen z to ulično umetnostjo, kljub temu, da je vse skupaj prijavljeno, da je zelo targetirano, da ne kazimo kulturne dediščine, da rišemo res na površine, ki so za to primerne in skušamo res samo olepšati zadevo. Ne? Tako da to skušamo tudi sprožiti debato o tem, torej ali je ulična umetnost vandalizem, ali je samo vandalizem, v katerem primeru je vandalizem, kdaj ni. Tako da vabljeni tudi k debatiranju tega, ja. Ampak v kontrolirani skupini, ne tako z dretjem na grafitarje? Absolutno, ja, bi prosil. A se sicer osredotočate samo na grafite ali tudi na kakšne druge sorodne ulične umetnosti? Ja, v bistvu so grafiti, ni nujno, da so samo špreji, ne? Tako da se tako špreja kot slika na velike površine, načeloma je pa skupni imenovalec to, da so to večji formati, narejeni na zidove, ponavadi betonske zidove ali pa tudi kakšne železne površine. Tako da ja, v bistvu se osredotočamo na grafite, ki pa zajemajo poleg šprejanja tudi poslikave z akrilnimi barvami in čopiči. Bomo tudi take lahko letos videli, se pravi, kaj o muralih govoriva verjetno? Tako, ja. Torej, murali bodo nastajali letos v Libertasu, v notranjosti, kar nam zelo pride prav, glede na to, da imamo kar slabo vremensko napoved. Ampak poleg Libertasa bomo lahko opazovali pri delu tudi mladega umetnika Svita Preglja, ki bo imel svojo samostojno poslikavo na ulici za gradom na razgledni točki. Tam bo pač imel en svoj mural, v Libertasu samem pa bo ekipa umetnikov s Tinetom Dekortijem na čelu. Poleg tega pa imamo letos eno lepo pridobitev, 12 ESC prostovoljcev, to je Evropska solidarnostna enota, ki so iz vse Evrope in so nam prišli pomagati pri pripravi in bodo tudi sami pustili pečat, svoj umetniški pečat v samem Libertasu. Tudi oni bojo kracali po stenah. Tako, tudi oni bojo vandalizirali. Ko rečeš priprava, kaj pravzaprav zajema ta priprava? Ne prideš samo ponavadi, ne, kot vidimo v filmih, mogoče z masko, zakrit, sprejem in je to? Ja, priprava še posebej v Libertasu je lahko kar obsežna. Sicer tukaj nam gre na roko, da tokrat bo nanos direkt na steno, kar pomeni, da ni potrebno nanašati emulzije oziroma dodatnih primarnih slojev in tako naprej. Je pa vseeno potrebno seveda imeti gradbene odre, ker je to tudi delo na višini, gre za res velike formate, po 5 metrov in več višine. Potrebno je zadevo pripraviti v smislu vseeno kaj tu pa tam pobeliti, odrezati razne štrleče zadeve iz zidov, praktično sleči cel prostor do golega, v smislu, da pridejo samo stene, ki so potem pripravljene za šprejet.
vlaga ima kaj ali nima nobenega vpliva na sprej? Vemo, da je Libertas v pričakovanju prenove v roku naslednjih dveh let, po mojih podatkih. Je kar veliko vlage noter. Tudi streha po kakšnih delih malenkost pušča, ampak mislim, da je to samo še dodaten izziv za naše umetnike, ki pravijo, da bodo to brez težav zmogli. Kar nanos direkt na vlažne površine, na grobo fasado, grobomet, tako da ja, mislim, da bo šlo. Zdaj, grafit, ki bo nastajal zunaj, oziroma mural, je razlika samo v tehniki mogoče? Ja, v bistvu je samo v tehniki razlika, ja. Tudi mural, ki bo zunaj, bo v bistvu kombinacija torej klasičnega šprejanja in poslikave. Tako da bosta obe tehniki uporabljeni. Poleg tega pa imamo tudi organizirane dve delavnici v četrtek, na katere se lahko še prijavite. Poglejte na socialna omrežja Centra mladih Koper, Instagram in Facebook. Imate prijavnico na voljo, imamo eno delavnico od 9. do 15. leta, torej za otroke, za mlajše, in eno za odrasle. Zadevo bo tudi vodil izkušen umetnik na Markovcu. To je pa pred našim mladinskim centrom Markovec City, kakor so mu mladi nadeli ime na tečaju, kjer imamo en lep podporni zid, ki prav kliče po slikavi. Zdaj, prej si omenil pripravo stene, da je treba nanašati neko emulzijo. V kakem primeru je pa treba to emulzijo oziroma kakršnokoli že snov nanositi na steno in zakaj? Torej, emulzija načeloma malenkost plastificira steno in omogoči, da barve boljše primejo na samo steno. Tako da v katerih primerih je to potrebno, to je potem odvisno malo od umetnika. Če je umetnik zadovoljen s tem in meni, da ni potrebno nanašati emulzije, da bo zadeva dovolj primla, je to to. Zdaj v tem primeru Libertasa vemo, da to ne bo zelo dolgoročen projekt v smislu, da ne bo poslikava toliko časa ostala gor, in v tem primeru smo se odločili, da je pač ne rabimo. Ne? Če je pa recimo v prejšnjih letih, ko smo imeli projekte pod mostom v Mandraču oziroma v podhodih, je pa zadeva takšna, da še zdaj stoji in še upajmo, da še kar nekaj let bo. Torej smo nanašali emulzijo, da zadeva boljše prime, da lepše obstane in na koncu tudi nanesli lak čez, ki vsaj malenkost zaščiti grafite. Ni grafit oziroma sprej že sam po sebi tako lakiran? Vidimo ponavadi, ko hoče kdo prebarvati steno potem, ko je bila vandalizirana. V bistvu najbrž obstajajo tudi takšni spreji, ki so potem mogoče malenkost hidrofobni oziroma ne omogočajo torej prekrivanja z drugimi spreji. Ampak v našem primeru smo rekli, da bomo vseeno eno debelejšo plast laka dali čez, zato ker je res velika površina, zadeva je tematsko povezana, atraktivna in bi se nam zdelo škoda, no, da bi kdo pač zadevo prekrival tako, mogoče z nekimi manj umetniškimi grafiti. Pa vsako leto torej izberete druge lokacije? Ja, tako je. V bistvu imamo vedno večje težave s tem, ker smo pač pridni skozi leta in smo že veliko površin izkoristili. Seveda v Kopru, v strogem centru ni smiselno risati, seveda zaradi kulturne dediščine, tako da se je potrebno potem širiti mogoče malo na zunanje predele mesta, na predmestje. Tako da ja, letos smo v bistvu se odločili za ta Markovec in za Libertas. Libertas se nam je zdel fajn, ker bomo naredili v bistvu neko vizualno prenovo, zato smo tudi poimenovali to poslikavo Lift Up Libertas. Za naslednje leto pa imamo tudi že nekaj v mislih, mogoče malo bolj v predmestju, naj to ostane presenečenje za naslednje leto. Kakšen je pa vaš odnos do recimo prekrivanja? Dostikrat pri grafitih se ravno zaradi tega malega prostora grafitarji ponovadi borijo za prostor. Kaj pa to? Ste razmišljali, da bi mogoče kakšne prekrili? Verjetno so kakšni že prekriti sami od sebe.
Ja, nekateri so, mislim, CMK oziroma Center mladih Koper ima že od 2018 projekte poslikav. Street Art Fest je zdaj v 3. ediciji. Je pa že od prejšnjih let veliko grafitov, torej seveda v 6 letih se zgodi, da se zadeva prekrije. Zdaj, to je tako, pač, tudi v grafitih je morda neka borba, kot si omenila, da si pač hočejo izboriti svoj plac, in se mi zdi to pač nek organski proces, ne. Če pač kdo prekrije, se to pač zgodi, je zadeva na ulici, ne moreš seveda imeti varovano območje 24/7. In ja, pač to je zdaj potem v bistvu samo odvisno od vsakega posameznika, koliko se mu to njemu zdi prav ali ne. Potem naj pa javnost odloča. Kakšna so pa ta nenapisana pravila? Ali je ponovadi tako, da če se hočem samo podpisati na neko steno, praviloma pustim tisti lepši grafit raj pri miru? Ja, načeloma ja, kolikor poslušam naše umetnike, ulične umetnike, je ponavadi tako, da niso seveda ravno najbolj zadovoljni, če naredijo en grafit, v katerega vložijo veliko truda, veliko ur časa že v skico samo, v samo zasnovo, v pripravo, kaj šele v samo poslikavo, in da se potem pojavi tam nek tag od nekoga drugega, ki je samo tag v smislu označeno ime, umetniško ime od nekoga, ali pa celo samo prečrta zadevo ali pa nariše kakšne nespodobne zadeve gor. Tako da seveda, to je potem spet neka druga dimenzija borbe, in ja, ne ravno cenijo tega, ampak kot sem rekel, zadeva je na ulici, tako da včasih pač zadeve ne moreš imeti toliko pod nadzorom, ne. Si mogoče že videl, kako nastajajo ti grafiti? Včasih si pomagajo grafitorji, ne vem, s projektorjem, pa potem prerisujejo čez. Obstajajo kakšne skice, kakšna je njihova predpriprava? Torej, večinoma je tako, da se pripravijo morda najprej na list papirja, odvisno od posameznika, ampak zdaj jih je vedno več takšnih, ki zadevo narišejo na tablico, torej fotografirajo površino in na tablico potem čez to fotografijo direktno narišejo skico v digitalni obliki, ki jo potem lahko projicirajo s projektorjem in si vsaj za skico, ampak ponavadi tudi za naslednje korake, pomagajo z prerisovanjem linij iz projektorja, kar je pač super, da tehnologija to omogoča tudi z vsemi prenosnimi projektorji in tablicami in tako naprej. Ni pa nobenega starošolskega, ki bi delal? Seveda imamo tudi starošolske, ki narišejo na papir in začnejo kar direkt s špreji zarisovati linije in potem gradijo na tem. Ja. Je tega zdaj manj, verjetno pri legalnih zidovih malo drugače, kot ko grejo, ne vem, risati na vlake? Ja. Pri legalnih zidovih je seveda zadeva vnaprej dogovorjena, dovoljenja so urejena, tako da imaš čas in možnost, da lahko zadevo v miru skiciraš, porišeš. Pri legalnih seveda je tako, da pač je treba zadevo čim prej zrihtati in zbežati, ne. Tako da ja, v tem primeru seveda imajo eno lepo možnost, da se usedejo tudi skupaj z ekipo, ker bo recimo v Libertasu ta večji mural z ekipo Dekortija risalo več ljudi in se zadeva mora nekako povezati in ja, tako. Ste sicer strani organizacijske ekipe kaj vplivali na to, kakšna bo tematika grafitov? Ste kdaj v teh 3 letih dobili kakšno idejo oziroma so grafitarji dobili kakšno idejo za mogoče kakšnega, ki ni bil primeren? Ja, seveda. Je bilo več takšnih primerov. Treba se zavedati, da pri Street Art Festu, kot pri ostalih projektih, Center mladih Koper sodeluje z mestno občino Koper. Zaenkrat smo v veliki večini primerov naleteli na podporo tudi same širše javnosti. Torej, potrebno se je nekako dogovoriti, kaj točno oziroma vsaj približno kakšna tema grafitov bo. Ponavadi naredimo nekaj takšnega, da zastavimo en
malo bolj splošni koncept, ki omogoča, da bodo potem grafiti med sabo povezani tematsko, ampak hkrati dopuščajo veliko umetniške svobode. Če dam primer, v podhodih pri Mandraču je ta tematika bila morsko življenje, kar potem pomeni, oziroma morje nasploh, kar je potem en kup enih tem, ki si jih lahko izmisliš in narišeš. Zdaj tokrat v Libertasu nismo zares nekega striktnega koncepta podali, ampak so v bistvu skozi proces sam smo prišli do tega, da bo v bistvu koncept Koper in zgodovinski okvir Kopra in v bistvu vem, da bo kar nekaj elementov, ki so povezani s Koprom, narisanih, ja. Pa gre tukaj za umetnike, ki ste jih povabili sami, kje ste jih v bistvu dobili? Ja, izkušenj iz prejšnjih let smo imeli nekaj favoritov, ki smo jih ponovno povabili. Kot rečeno pa je letos mogoče ta ekipa zunanjih umetnikov malo manjša, je pa zato vskočila ekipa preomenjenih Evropske solidarnostne enote, torej prostovoljcev, ki bodo pri zadevi pomagali in tudi sami pustili nek pečat. Tako da ja, v bistvu pridobivamo skozi leta vedno več kontaktov z grafiterji, ki ponavadi odidejo zadovoljni in se hočejo vračati, ne. Imate pri tem kaj problemov z nastanitvami? Zdi se, da se je sezona turistična že malo začela, že študenti jamrajo, da jih mečejo ven, da morajo sami v hotele. Ste imeli kaj probleme z nastanitvijo? Glede tega zelo uspešno sodelujemo s kulturnim umetniškim društvom Pina, ki je v bistvu krovna organizacija za Evropsko solidarnostno enoto, torej teh 12 ljudi je v enem lokalnem hostlu nastanjenih, tako da glede tega se zelo lepo zahvaljujem Pini za koordinacijo nastanitve. Drugi trije umetniki pa mislim, da so se znajdli malo po svoje. Glede na pridobljeno plačilo so potem tudi si zrihtali prenočitev. Ja. Tukaj imate umetnike, ki se torej izkazujejo s svojimi vzdevki oziroma s svojimi imeni. Gre torej za umetnike, ki delujejo predvsem na legalnih zidovih ali na takšne, ki, ne vem, vsaj doma še vedno pustijo kako sled tudi drugje? Jaz mislim, da se gibljajo v obeh sferah. Če bi moral ugibati, bi rekel, da so nedvomno začeli malo bolj podtalno, ne, in so potem z razvojem svoje umetnosti postali mogoče tudi malo bolj prepoznavni in zaradi tega imajo potem tudi več priložnosti pri legalnih projektih. Nam lahko zaupaš kakšno ime, vzdevek, odkot prihajajo? Ja, Tire de Corti, Mortis, naš lokalec. Za ostale, ki prihajajo iz 1107 klana, torej kako bi rekel, skupine uličnih umetnikov, pa iskreno ne vem torej njihovih umetniških imen. Gre pa za to Draveljsko iz Ljubljane? Vem, da imamo enega iz Novega mesta in drugega pa ne vem točno. Nisem toliko vpet v te zadeve. Ja. Je tudi kaj tujih umetnikov? V bistvu letos imamo samo te iz Evropske solidarnostne enote, ki so tujci. Lani je pa bilo tako, da smo imeli kar nekaj tujih umetnikov iz Italije, Španije. Tako, dali smo poziv ven in so se potem prijavljali, oziroma nekatere smo mi kar direktno kontaktirali. Dostikrat vprašamo tudi kakšne umetnike, če imajo kakšnega kandidata, ki bi pripeljali sabo. Tako se je recimo iz Italije lani zgodilo, da sta prišla dva. Tako, ja, malo poskušamo imeti vseeno neko ravnotežje med tujimi umetniki in lokalnimi umetniki. Pa to pomeni, da je festival v prvi vrsti namenjen umetnikom in njihovem delovanju ali tudi obiskovalcem? Tako umetnikom kot obiskovalcem, bi rekel, in samemu prebivalstvu Kopra konec koncev. Tako da, kot rečeno, umetniki imajo tako ali tako poslikavo cel teden v Libertasu plus na Markucu. Ki si jo lahko ogledamo?
Seveda, od srede do nedelje. Torej, obiskovalci pa oziroma zainteresirani pa se lahko prijavijo tako na delavnico grafitiranja, ki bo na Markovcu, kot tudi na voden ogled torej koprske ulične umetnosti, ki ga izvaja Alternative Tours Ljubljana. Tako pa se lahko prijavijo tudi na tekmovanje o grafitiranju, če je kdo dovolj pogumen. Imamo še nekaj mest, ki so prosti za prijavo, to bo pa potekalo v nedeljo na Tamalem Ukmarjevem trgu, torej nasproti taverne, kjer bodo v bistvu pripravljeni plastični paneli, na katere se naslika grafit in potem v bistvu mimoidoči glasujejo za svojega favorita, ki se potem poteguje za denarno nagrado. Imate B-plan v primeru slabega vremena? V primeru slabega vremena nam ostane Libertas, tako da to je super letos glede tega, ker, ja, kot rečeno, vreme ni ravno najbolj rožnato v tem tednu. Ja. Kaj pa se bo zgodilo, recimo zunanjo poslikavo na Markovcu v tem primeru, je ne bo? Če bo res prevelik naliv, bomo zadevo morali odpovedati, ampak še vedno upamo na to, da če bo deževalo, da bo tako malo, da se bo dalo še vedno poslikati. Ja. Zdaj, voden ogled grafitov, če se ne motim, se je zgodil tudi že lani. Seveda, ja. Si se ga mogoče udeležil? Ne, žal ne, ker sem bil preveč zaposlen na drugih lokacijah. Ampak ja, zgleda pa tako, da v bistvu turejo v slovenščini in se sprehodijo skozi v bistvu vse najbolj prepoznavne grafite v Kopru. Torej, prav tako grejo v sam center mladih Koper, ki je ravno tako lepo porisan že od leta 2020. Tudi tam je svoj pečat pustilo dobrih 15, morda 20 umetnikov iz celega sveta. Mehika, Italija, Španija in še lahko naštevam, še vedno pa v večini lokalci. No. Tako da tudi sam CMK je v bistvu neko veliko umetniško delo. Kateri je pa tvoj najljubši grafit v Kopru? Če bi moral izbirati, bi morda rekel lanski na Cankarjevi, kjer je ljubljanski umetnik Kapitan Kolačkov poslikal en velik mural, to je nasproti Ljudske univerze na Cankarjevi. Mogoče bi pomenil še trafo postajo. Kaj pa je na tem muralu? Kako? Kaj je na tem muralu videti? Na tem muralu so v bistvu neka bitja, potapljači, tako malenko z morjem povezano, ampak malo, kako bi rekel, nezemljani tudi vmes. Tako da ja, v bistvu abstraktna zadeva, ampak po drugi strani pa z veliko detajli in se vidi, no, da ima človek veliko znanja in izkušenj pri tem. Če izpostavim pa lahko še trafo postajo, torej transformatorsko postajo pri nekdanjem oziroma pri Srvetskem samostanu. Pozabil sem zdaj ime trga, če sem popolnoma iskren, to je malo naprej od bara Sing Sing, kjer je Marko Galli skupaj z našim nekdanjim belgijskim prostovoljcem nekaj let nazaj poslikal postajo, ki je res tako zažarela v neki novi luči namesto tistega sivega betona. Je to postala ena zelo barvita transformatorska postaja, ki mislim, da kar lepo nadgradi izgled tiste ulice. Kaj pa recimo, prej sva že se malo dotaknila tega, ali je to umetnost, ali je to vandalizem. Recimo, kaj o tem mislijo tvoji starši, tvoji none? Z nono mogoče se nisem še pogovarjal o tem, ampak s starši pa sem se. In tudi so te grafite videli in so navdušeni nad zadevo. Seveda tudi oni menijo, da pač, ne vem, kracanje po zidu, po kakšni kulturni dediščini je pač neprimerno. Pri tem mislim, da si kar deliva mnenje, mogoče sem jaz vseeno dopuščam malo več prostora v smislu, kaj še je umetnost in kaj je potem že vandalizem.
Ampak ja, mislim, da tudi s takšnimi festivali in s takšnimi akcijami potem lahko mogoče komu, ne vem, razširimo obzorja, mogoče spremeni kdo mnenje, vidi, da ni vse samo vandalizem. To je tudi eden od primarnih ciljev, ki si ga zastavljamo s tem festivalom. Pa se ti zdi, da se je festival zdaj že usidral v mesto, ga ljudje že poznajo, je prepoznaven? Jaz mislim, da ja. Tudi zato, ker delamo na takšnih lokacijah, ker je res zelo veliko mimoidočih in zadeva ostane za vse naslednje leta na zidovih in potem tudi po zaključku festivala oziroma, ko se festival ne dogaja, se ljudje sprašujejo, iz kje to prihaja in potem mogoče pride informacija do njih, da je to pač Street Art Festival v organizaciji teh pa teh. Tako da so ljudje kar dobro obveščeni in vedno več pozitivnih odzivov zaznavamo. Ljudje se veselijo tega tedna, veselijo se novih grafitov, nove podobe mesta. Pa boste v sklopu tega imeli tudi kak spremljevalen program, mogoče ravno diskurziven, da se govori tudi o tem? V bistvu glede same debate tega nimamo. To poskušamo nekako vzpostaviti s tem, da ena ekipa od preomenjenih prostovoljcev hodi okoli po Kopru in intervjuja mimoidoče ljudi, torej naključne, in jih ravno o tem sprašuje, torej kaj menijo, če je to vandalizem oziroma kdaj je še vandalizem in tako naprej, ravno ta debata. Drugače spremljevalni program pa imamo v bistvu večinoma glasbeni. Sreda zvečer, torej včeraj je nastopil Bad Prit, italijanski umetnik, elektronski producent. Odkje mu ime? Ja, ne odkje. Ja, mogoče ni ravno najbolj izvirno, ampak ja, no. V petek imamo potem v taverni, imamo v bistvu v bistvu v soboto imamo v taverni torej Sani Sana in Saharejo in Marka San, to so v bistvu Marka San je pač DJ, elektronski producent, Sani San in Saharejo so pa udarni duo, brata in sestre, hip-hop, no, tako da ostanemo v temi urbanega. Ja, poleg tega bo pa še v nedeljo ob tem grafiti contestu, torej tekmovanju grafitih od 5 do 8, se bo zadeva zgodila. V tistem obdobju bo tudi naš lokalni producent Verseti imel glasbeno spremljavo, tako da bo pestro. Ste razmišljali tudi kaj o povezovanju z uličnimi športi? Naprimer, ne vem, včasih je Koper slovel po Pendrek festivalu. Ste se mogoče tudi kaj skaterji, ne vem, pa tudi z bajkerji povezali? Ja, v bistvu zaenkrat iz Street Art Fest pride ravno v nekem takem obdobju, ko se te urbani športi ne dogajajo se ravno toliko eventov v našem lokalnem območju glede urbanih športov, tako da v bistvu se nismo zares neki prav na nivoju dogodka oziroma organizacije povezali. Smo pa seveda pač smo del iste urbane kulture, se mi zdi, no. Oboji preživimo veliko časa na ulici, obojim nam je všeč, torej doživljati, ne, to. Vsi gledamo na neko ulično pohištvo z drugačnimi oziroma ulično arhitekturo z drugačnimi očmi. Mogoče jaz kot BMX rider vidim ograjo in je tisto zame dosti več kot ograja, pa nek ulični umetnik vidi en zid, kjer bi si lahko nek mural privoščil, ne. Tako da to so, ja, zanimive zadeve, ki se v bistvu nas povezujejo, no, v tem primeru. Nismo pa na organizacijski ravni še nič kaj dosti ustvarili skupaj, vsaj v Kopru, ne. Zdaj, ko si omenil te tvoje misli o rampi, ravno ljudje, ki se ukvarjate z ulično umetnostjo, z uličnimi športi, se zdi, da javni prostor dojemate precej drugače kot trenutna Srenja. Nekatere napovedi, če se ne motim, so take, da bo čez
20 let vsak peti Slovenec star 65 let ali več. In tudi opažamo že lahko, kako se mesta gentrificirajo, kako naenkrat vse je treba podrediti temu, da bojo ljudje lahko spali. Bog ne dej, da bi imeli enkrat na teden mogoče odprt kakšen klub, če tudi je v centru mesta, recimo do 2-3 zjutraj. V Kopru se praktično vse zapre ob 10, imamo 2 lokala, ki sta odprta dlje, sicer je treba že v Izolo. Ja. In skupaj s tem izumira javni prostor. Marsikje se klopce odstranjuje zaradi tega, da se izogibajo brezdomcem, ker potem se bomo lažje delali, da ne obstajajo. Ko pa torej ulični umetnik, ulični športnik vidi javni prostor, mu pa verjetno veliko pomeni. Kaj in zakaj se torej tebi zdi, da je javni prostor, če je sploh še pomemben, in kaj pravzaprav to je? Tako rekel, pred kratkim sem bil v Londonu in je ta gentrifikacija še toliko bolj ekstremna. Povsod so panoji, neonske luči, reklame. Kot rečeno, ja, mislim, meče se ven neke kulturnike, neke ljudi, ki delajo, ki v bistvu skrbijo za utrip mesta. In jaz upam, mislim, žal vidim, da se tudi tukaj razvija zadeva v to smer. Upam, da bo vsaj čim bolj upočasnjen razvoj, če že ne obrnjen. Torej, jaz mislim, da je to stvar vsakega posameznika, da se tem zadevam odpre. Vemo pa vsi, da gre tukaj za interes kapitala in ponavadi to diktira žal naš tempo življenja, naš izgled, naše okolice. Mislim pa, da je zelo pomembno, da ostanejo torej, prostori, kjer se lahko razvijajo skupnosti, kjer se lahko razvija kultura, in upam, da ne bo Koper postal res samo neko spalno mesto in da bojo lahko tudi mladi in tudi manj mladi konec koncev imeli kam zasahajati, imeli aktivnosti, imeli možnost za vključevanje v družbo na način, kot si ga sami želijo. Konkretno, če grem malo bolj na ulične športe, ampak se je bilo povezano z ulično umetnostjo. Ko so ljubljanski Rog podrli in ga prenovili zdaj v to svetlečo, spolirano stavbo, ki je samo ena namesto tistih 6, ki so bile prej tam, je Rog oziroma Slovenija izgubila največji pokriti skatepark v Sloveniji. Zdaj so naredili novega, ki pa je plačljiv. Seveda. Ali temu lahko še vedno rečemo javni prostor? Jaz mislim, da ne, zato ker je tam nek upravljalec, mislim, da je to Zavod za šport Ljubljana, ne bom pa trdil, ker nisem tako podučen o tem. Jaz mislim, da temu ne moremo več reči javni skatepark. Mislim, da tudi je zadeva veliko bolj sterilna, sicer po eni strani je mogoče bolj varna za udejstvovanje v teh športih, ampak jaz osebno z veseljem zamenjam to neko bleščečost, ne vem, vonj po novem in varnost za to, da se v tistem mogoče v tem prostoru, kot je bil Rog, se počutim boljše, da lahko tudi sam prispevam pri pomoči, da vidim, iz kje zadeva izvira, iz neke potrebe posameznikov po udejstvovanju v tem, ki so zadevo sami uspeli narediti in delovali toliko časa in praktično brez denarja in samo z njihovim trdim delom, znojem, švicom, krvjo uspeli narediti takšen prostor. In ja, žal je temu tako, kot sem rekel, interes kapitala je pač takšen. Upam pa, da se bo v prihodnosti še najdu morda kakšen prostor, kjer bodo lahko na malo bolj svoboden način, na malo bolj avtonomen način lahko ljudje ustvarili v njem. Tako da ja, super, ko vidim, da se gradijo novi skateparki. Ne bom pa rekel, da je to zdaj nadomestilo za Rog, zato ker pač Rog mi bo zavedno v srcu in je bil super plac in tudi kolektivi v samem Rogu so bili
res se mi zdi, da so se ukvarjali s stvarmi, ki so zelo plemenite, no, in predvsem solidarnost je bil en skupni imenovalec tam. Tudi klan 1107, če se ne motim, so bili eni od rezidentov. Ja, to sem tudi jaz slišal, pa vem, da je ob mislim, da prvih poskusih izgona rogovcev tam ustvarjal Blue, svetovno znani ulični umetnik, ki je narisal tisti ogromen mural z veliko sporočilnostjo. No? Ja. V Ljubljani so ravno v sklopu uličnega festivala začeli kontaktirati tudi neke javne zgradbe, da so jim pustile zdaj na njihovih tistih stenah, ki nimajo oken, dejansko kaj risati gor. Ste tudi vi razmišljali o čem takem? Ja, se v bistvu večkrat kontaktiramo neke javne objekte, oziroma upravljalce javnih objektov, če se pač to da. Kakšenkrat nas zavrnejo, pač je zadeva mogoče malo preblizu centru mesta, je še vedno del kulturne dediščine in tako naprej. Ampak ja, v veliki večini je to pač neka javna infrastruktura, za katero pač poskušamo pridobiti dovoljenja. To je potem stvar dogovora in ja, med občino in nami organizatorji. Če se mogoče javi kateri od naših gledalcev, da bi ponudil svojo hišo, bi to sprejeli? Mislim, da ne. Mislim, da nam to ni ravno v interesu privatnih hiš, torej poslikati, ker gre seveda za ulični festival in načeloma ciljamo bolj na javne površine. Mogoče tu pa tam se najde kakšna površina, ki gleda na nek prostor, ki je mogoče tako, kako bi rekel, zelo prehoden, zelo obiskan, pa se morda bo kaj zmenilo s kakšnim privatnikom, ampak zaenkrat mislim, da nam to ni v interesu. Predvsem gledamo na to, da ja, se neke javne površine poriše, zato ker mi imamo od tega potem vsi nekaj, ne, v bistvu celo mesto nekaj. Za privatnike pa priporočam, da če potrebujejo kakšen kontakt od kakšnega umetnika, se lahko obrnejo na nas in jih bomo z veseljem posredovali. Seveda, zadeva je umetniško delo, tako da je to pač naročilo, ne, in seveda umetnik pričakuje v zameno plačilo. Ne. Ja. Oprosti, ampak gledam že cel intervju tvojo majico. Prej, ko smo govorili o glasbi, si govoril predvsem o elektronski glasbi, o hip-hop glasbi. Sploh hip-hop glasbo ponavadi povezujemo z ulično umetnostjo, češ človek, ki repa, ima zadaj za sabo grafite v videospotu, pleše hip-hop in kaj podobnega. Ti pa imaš na sebi majico, ki spominja na predvsem trše kitarske melodije. Res je. Kako ste se torej odločali recimo za glasbeno politiko na festivalu? Ja, ravno to, kar si omenila, ne, v bistvu je tako, da javnost načeloma povezuje urbano in ulično umetnost z hip-hopom, ponavadi elektronsko glasbo in tako naprej. Tako da smo tudi mi v tem kontekstu razmišljali, no, je pa res, da seveda je en kup podtalne muzike, ki je mogoče bolj asociirana s kitarskimi rifi in tršo glasbo, tako da jaz menim, da bi tudi to pasalo zraven, no. Morda pa naslednje leto. Ja. Ti bo uspelo? Bomo videli. Ok, se pravi, mislim, da še nismo povedala kdaj lahko pridejo obiskovalci pogledati v Libertas umetnike. Tako, v bistvu v Libertasu je vsak dan od 11 do vsaj 5 poslikava. Večinoma se gibljamo med temi urami. Za ostale pa so ure kar določene, no, delavnice na Markovcu za samo prijavo so ob popoldanskih urah, zdaj ne vem točno katerih, torej popoldne na Markovcu, kar spremljate spet naša socialna omrežja, ker so urniki lepo zapisani. Socialno omrežje CMK ali Center Mladih Koper. Imamo pa seveda tudi svoj profil za Street Art Fest Koper na Facebooku, tako da morda boste tam še več izvedeli. Če pa pogledate na Center Mladih Koper Instagram, boste pa tudi tam veliko koristnih informacij videli. Tekmovanje v grafitih je pa v nedeljo od 5 do 8. To je morda za javnost še najbolj atraktivna zadeva, ker lahko vidijo, kako v nekaj urah nastane grafit oziroma mural iz nule, torej do samega
do same umetniškega dela. Si sami izbirajo temo, ste jim vi dali temo? Ja, sami si izbirajo temo. Ja. Kako pa je sprej? Torej, če pride nekdo, ki bi se še želel prijaviti na ta prosta mesta, ki si jih omenil, ali ima sprej tam že na voljo ali jih mora s sabo prinesti? Sprej priskrbimo mi. Ja. Sprej imamo kar veliko na voljo, vseh možnih barv, tako da glede tega ni potrebno skrbeti. Ja. Kako pa je s turo? Se je treba tudi kaj prijaviti na Ja. grafiti turo? Ravno tako, mislim, da je še nekaj prostih mest. Torej, prijavite se, greste na Street Art Fest Koper na Facebooku, imate Google obrazec, v katerega se zelo enostavno prijavite v roku 1 minute in ste potem imate rezervirano mesto za ogled. Odlično. Sliši se enostavno in sliši se zanimivo, tako da upam, da se kaj vidimo. Hvala. Tako, hvala tebi za obisk v studiu. Hvala, še kdaj. Torej, dragi gledalci, kot ste slišali, do nedelje imate še čas, da tudi sami pokukate v ozadje nastajanja ulične umetnosti, izveste kaj novega v njej ali spoznate kakšnega umetnika v živo. Kot rečeno, tudi tura po Kopru bo, da boste spoznali slavne grafite in pa seveda lahko se prijavite na delavnice. Upam, da nisem česa izpustila, če ne pa, kot nam je povedal Jaka, le skočite na spletno stran Centra mladih Koper ali Street Art Festa Koper, ki se bo oziroma se odvija že 3. Do prihodnjič, lepo se imejte, poglejte ali narišite kakšen grafit in se vidimo spet na Megafon TV.